Lep pozdrav, evo zdaj, ko smo vsi doma, smo vam z Marjano pripravila nekaj vaj, ki jih lahko naredite. In sicer smo jih razdelila v dva dela. Prvi del, ki jih prikazuje Marjana, je namenjen predvsem krepitvi oziroma ogrevanju spodnjega hrbta oziroma mišic, ki pomagajo pri stabilizaciji hrbtenice in so zelo pomembne za preprečevanje bolečin v križu. In te vaje so super tudi za ogrevanje pred treningom. Teda, vse te vaje, ki jih pokaže Marjana, ona je naredila 3 ponovitve, vsake je priporočljivo, da naredite 10, 15 ali mogoče celo 20 ponovitev, da ste med njimi osredotočeni na dihanje s trebušno prepono. In še ena zelo pomembna stvar, ki jo vsi zanemarjamo, da obenem poskušate biti osredotočeni na stiskanje oziroma treniranje mišic medeničnega dna. S tem bomo dodatno okrepili in se pripravili za trening in okrepili mišice za hrbtenico. Drugi del vaj pa je namenjen v bistvu večji obremenitvi mišic in v bistvu treningu za moč, za pridobivanje mišične mase oziroma bolj za ohranjanje mišične mase in takšne, ki jih lahko naredite doma. Upam, da vam bodo všeč. Druga vaja. Ja. Šesta. Torej začnemo z vajami za zadnjico in zadnjo ložo. To je lažja različica, težja različica je, da eno nogo držimo v zrak. Druga vaja so skleci, ki jih vsi poznamo. Sedaj težja različica, pa gremo prvo lažja različica na kolenih. Težja različica je pač klasični sklec. Tukaj pazimo na križ. Četrta vaja, počepi. Ena lažja različica in ena težja različica za noge so potem še spadni koraki. Se lahko gremo z rokami navzdol, da še malo ogrevamo ramena. Lahko jih delamo tudi tak. Spadni korak na mestu. Z manjšim razkorakom. V vseh variantah bodite pozorni na obremenitev samo na sprednjo nogo. Tako. Sedaj zadnjo izključite. Vsak je namenjen malo drugačni aktivaciji mišic.
super vaja za zadnje stegenske mišice in spodnje hrbtne. In tudi ta. Tukaj lahko dodamo recimo kakšne pol-litrske plastenke v roke. In pa zadnja, enostavno štemanje. Jaz to tukaj naredim na vratih. Lahko pa pač doma, če imate kaj bolj primernega. Tam. Nekaj imamo za delati. Poskusite.